Pogovor s Srečo Dragošem, sociologom, o odnosu med državo in cerkvijo v zadnjih 30 letih oziroma v 30 letih samostojne Slovenije. Ja, glavno vprašanje je, kaj je šlo narobe, zakaj in pa kdo je kriv. Kot se vsi spomnimo, ampak to je treba vedno znova ponavljati, se je vse začelo z osamosvojitvijo in to z denacionalizacijo. Ne smemo pozabiti, da pred osamosvojitvijo, torej v zadnjih desetletjih socializma, od leta 1970 naprej, je bilo vzpostavljeno zelo dobro stanje v razmerjih med državo in katoliško cerkvijo. Zelo dobro, to pomeni neproblematično. Takrat se na najvišji možni ravni Sveti sedež in pa takratne jugoslovanske oblasti se je podpisal protokol, v katerem sta se obe podpisnici in država Jugoslavija in cerkev zavezali k naslednjim. Država se je zavezala takrat v tem protokolu 1970, da zagotovi svobodo, versko svobodo, svobodo vesti in tudi izpričevanje vere v javnosti in tudi v politiki. To je bila zaveza države, ena od teh ključnih. No, cerkev se je pa zavezala, da ne zahteva nazaj nobenih materialnih odškodnin, da ne postavlja te agende s tem ne obremenjuje političnih odnosov in da se dosledno depolitizira. In potem so imeli tam še protokol, kako reševati iz prakse neka vprašanja, zaplete, če pride do njih, in to je funkcioniralo zelo dobro v tem smislu, da od takrat naprej, torej v zadnjih desetletjih socializma, ni bilo nobenih problemov, zlasti pa se nobenemu kleriku ali pa verniku ni, da tako rečem, skrivil niti las na glavi. Seveda s političnim preganjanjem so imeli problem tisti, ki so bili izven partije in izven cerkve in pa seveda Jehovove priče in tako naprej. No, in ta model ločitve je funkcioniral v redu, potem je prišla pa osamosvojitev. Nastanek nove slovenske države se je začel z denacionalizacijo. Denacionalizacija je bila pisana na račun in v korist rimokatoliške cerkve. Ne pozabimo, kaj je bil glavni namen, ki je bil izrecno lažen denacionalizacije. Alibi za denacionalizacijo, ki se je izvedla na planetu Zemlja samo pri nas v takšni obliki, torej kot 100% naturalizacija, s katero imamo še zdaj težave, ker je zablokirala pravni sistem in tako naprej. Odhod ta ihta po 100-odstotnem, ne odškodninah, ampak 100-odstotnem vračilu v naravi. Ideja je bila v tem, to je bilo opravičilo, da se bo odslej, ko bodo verske skupnosti, seveda predvsem RKC, dobile nazaj denar, nekoč odzeto lastnino, da ne bo več materialnih problemov, ki bi se naslavljali iz tega naslova na državo in se bodo odslej verske skupnosti brez intervencije države same vzdrževale. To je bil blef, že takrat so se dajali nastavki, ki so prišli zelo hitro za vpeljavo naknadnih načinov državnega financiranja najbogatejših in zlasti daleč najbogatejše RKC. Problem z denacionalizacijo je bil tudi seveda ta. To je bil, bi rekel, prav vzorec, ki se je potem raztegnil še v gospodarsko področje z ostalimi koraki privatizacije in tako naprej. Prav vzorec povečevanja družbenih neenakosti, za katerega politične elite niso dobile mandat. In to povečevanje družbenih neenakosti na najbolj spornem področju, to niti niso dohodki, ampak premoženje. Problem denacionalizacije je tudi logika pravičnosti. To je izrazito predmoderen ukrep v smislu popravljanja krivic, ker ne temelji na delovnih vložkih upravičencev. Tisti, ki so upravičenci od denacionalizacije, niso nič prispevali k temu, to so njihovi dediči, pa še to del spornih potomcev in tako naprej. Tako da, in seveda ne smemo ključnega problema z denacionalizacijo na tem področju omeniti, to je, da so od njega profitirale neverske skupnosti.
skoraj da izključno samo daleč najbogatejša verska skupnost v Sloveniji in tudi na svetu, to je Rimokatoliška cerkev. No, potem z denacionalizacijo se je takoj kmalu zatem uvedel drugi sistemski vir. Jaz sem jih naštel enih najmanj 10 do 11, odvisno koliko jih štejete. Od tega so 4, ki jih bom zdaj na kratko omenil, izrecno sporni. Prvega sem že omenil, drugi sporni ukrep slovenske politike in seveda ne pozabiti, cerkev ne piše zakonov. Ona samo lobira, tako kot vse druge civilno-družbene organizacije. Drugi sporni ukrep je državno plačevanje, pokrivanje plač, to je duhovnikom, klerikom, ki so zaposleni v vojski, policiji in v inštitucijah socialnega varstva, bolnice in domovi za stare in tako naprej. Tu seveda ni problem, da imajo ljudje, ki so v teh inštitucijah oskrbovanci ali pa zaposleni, pravico do verske oskrbe. Pravico do verske oskrbe v bolnicah, domovih za starostnike je uvedel že socializem v zadnjih letih. To nikoli ni bilo sporno. Sporno je državno, torej iz državnega proračuna pokrivanje česa? Stroškov za verske storitve, ki jih izvajajo verski funkcionarji. To je direktna kršitev 7. člena Ustave o ločitvi. No, potem tretji ukrep je seveda tisti, ki so ga za čudo ohranili še iz socializma, ker je bil izumljen v socializmu in so ga potem v osamosvojitvi še raztegnili finančno. To je pokrivanje socialnih stroškov za socialne prispevke klerikom in redovnikom. Zdaj, to je uvedel že socializem, vendar takrat je imel dober argument. Pokrivanje socialnih prispevkov klerikom se je v socializmu že uvedlo izključno kot socialni korektiv, zaradi tega, ker je takrat veljala nacionalizacija. Zdaj, v osamosvojitvi, ko pa uvedemo denacionalizacijo v najbolj možnem, raztegnenem, neumnem obsegu, bi jo pričakoval, da se ta ukrep ukine, pa seveda se ni ukinil, ampak se je še finančno raztegnil, najbolj med zadnjo ekonomsko krizo. Tako da, no, potem pa, da omenim sam še enega, četrtega, izrazito spornega, to je pa ukrep, ki je postavljen v 29. členu Zakona o verskih skupnostih, ki ga je spisal dr. Šturm. Ukrep, ki pravi takole: država lahko kadarkoli, zaradi kakršnihkoli razlogov se odloči, da financira verske skupnosti, to je mišljeno predvsem RKC. Niso obrazloženi razlogi zakaj in tako naprej. Tako da to je predvsem dalo zeleno luč, ta zakon v omenjenem členu, lokalnim skupnostim, da če se lokalna skupnost tako odloči, potem lahko to legalno stori. Zdaj, vprašanje je, kako je šlo to skozi. Tu je glavni krivec seveda politične elite in to kar brez izjeme, skoraj da ne glede na razliko med levimi ali pa desnimi. Razlika je bila samo v tem, da leve so sicer malo levi pol, politični v vseh vladah, je proti temu tako ali drugače malo protestiral, ampak čisto nič naredil, tudi takrat, ko je prišel na oblast. Medtem ko takrat, ko pa prije desni pol na oblast, je pa to zakoličil in še poglobil. Tako da, poleg političnih elit je krivda na slovenskem pravnem sistemu. Pravni sistem je temu nasedel in to tudi legaliziral, predvsem z dvemi zelo spornimi interpretacijami, pravnimi. Prva interpretacija je interpretacija Ustavnega sodišča iz leta 1996, torej točno iz tistega leta, ko so nastala tudi tale vrata za mano. In sicer v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča, da je RKC, Rimokatoliška cerkev, obče koristna ustanova. To je, kaj je s tem narobe? Vse. Za nobeno inštitucijo, to zdaj ponavljam tisto, kar je znano že od druge svetovne vojne naprej v stroki, recimo.
Nobena inštitucija, zakaj? Zato, ker inštitucije so človeško delo. Nobena inštitucija ne more biti kar tako, a priori, torej za vse večne čase in tako naprej, koristna, lahko je tudi škodljiva, lahko pa ni niti eno, niti drugo. To velja brez izjeme od cerkve, sodišč, države do društva zbirateljev znamk in tako naprej. Ne? Seveda je pravilo, družboslovno pravilo je pa to večja, ko so neke inštitucije, obsežnejše v smislu več dejavnosti, kot imajo, starejše kot so, močnejše, bolj hierarhične in tako naprej, večja je verjetnost, da boste v takšni inštituciji zasledili kaj? Vse troje. Da so nekje koristne, da so nekje škodljive, da imajo pa tudi neke zgodovinsko razvite funkcije, ki niso ne eno, ne drugo. Torej, bistvo je v tem, reči, da je neka inštitucija obče koristna, to je nesmisel. In družboslovni, da ne govorim tudi o pravniškem. To ni teoretsko a priori vprašanje, to je empirično vprašanje. Če hočete to reči za neko inštitucijo, morate pogledati konkretno empirično stvarnost in pa videti, v katerih funkcijah je takšna, v katerih pa drugačna. Seveda, kako je prišlo do te, bi rekel, pravniške floskule, ja, to je bilo v času, kako izvzeti cerkev iz pravila, da se fevdalna lastnina ne vrača. Ne? To je zgodba teh gozdov fevdalnega izvora in tako naprej. Drugo pravilo, kateremu je sodniški in pravni sistem nasedel, brez ugovorov, je problem direktne kršitve načela enakopravnosti iz 7. člena Ustave v zvezi z enakopravnostjo seveda verskih skupnosti. To načelo lahko izvajate enakopravnost, kako vse verske skupnosti, in seveda verska skupnost ni samo RKC, pa recimo evangeličani, pa islamska skupnost, pri nas imamo okrog 180 verskih skupnosti, po zadnjem popisu, najmanj. Torej, kako zagotavljati enakopravnost? Če se odločite iz države financirati verske skupnosti z cashom, potem seveda je en način absolutno upoštevanja tega pravila v smislu vsakemu enake zneske. To bi bil absolutni način. Vsakemu, ne glede na velikost, avtohtonost, ne glede na starost in ne glede na to, kaj dela in podobno. Drug način je pa relativni v smislu različnim. Tudi to je legitimen način, vendar ga pa morate prav upoštevati. Če greste zagotavljati enakopravnost po načelu različnim med različnimi mnogoštevilnimi verskimi skupnostmi, potem ima to načelo smisel edino, če državno podprete marginalizirane, da jih demarginalizirate in pa seveda, da monopole demonopolizirate. To je ključni, bi rekel, način za izvajanje, legitimno izvajanje načela različnim. No, po Šturmovem zakonu o verskih skupnostih seveda se ravno to načelo pervertiralo ravno v nasprotno smer. Največ se podpira največjo skupnost, materialno, da ne govorimo o simbolni dimenziji in tako naprej, malo manj tiste dve manjše od rimokatoliške cerkve, povsem nič pa veliko večino ostalih. Torej, da končam na hitro, kaj je šlo narobe, vse. Kdo je za to kriv? Ni kriv kleriški vrh RKC. Ta je kriv šele na 3. mestu. Kajti kleriki, karkoli si mislimo o njih in seveda bolj, ko greste gor po hierarhiji, slabše je. Velja pa tudi obratno. Bolj, ko greste dol po cerkveni hierarhiji, med navadne množice, vernike, te so povsem enaki kot ostali, ki so neverniki pri ključnih vprašanjih, tudi po javnomnenjskih raziskavah. Tu imamo povsem normalno strukturo. Torej, cerkev je kriva šele, bi rekel, kot številka 3, zaradi napačne taktike.
Seveda imajo tu račune, ker če dobijo denar, če so financirani od države, pa so avtonomni napram vernikom. Ne? To je kompenzacija za upad vernosti. Glavni krivec so politične elite, drugi glavni krivec je pa pravni sistem. Prej si omenil ta Begičeva vrata, ki prikazujejo slovenske škofe in Kristusa, ki vstaja iz groba. Škofi se s svojimi škofovskimi palicami dotikajo Kristusovega telesa, češ naj bi simbolično tako dobivali energijo, moč od Kristusa. Kakšna je pa tvoja interpretacija tega? Ali glede na vse, kar se dogaja v primeru slovenske rimokatoliške cerkve, se ti ne zdi, da mogoče s temi palicami tlačijo Kristusa nazaj v grob? Glede na pohlep, ki se je pojavil v cerkvi. Ja, gotovo. Tako kot za vsako umetnino je možno večznačno branje. Ne? In seveda oficialno branje je to, ki si ga povzel. Motivika, ne? Se pravi škofje, Lenič, Šuštar, Pogačar, potem imate tam Volka, Jegliča na zgornji desni. Ideja je v tem, da oni črpajo moč, ne, preko teh škofovskih palic iz Kristusa, ki vidite vstaja iz groba. Ne, noge so pomanjšane, zgornji del trupa je večji, se pravi nekako dinamika vstajanja. Ne. Zdaj, seveda, druga varianta je pa to, zlasti če primerjamo malce groteskne, da ne rečem skoraj sadistične izraze, ne, uperjene navzdol v tla k nogam, kjer leži Kristus, kako ga tlačijo s palicami. Ne. Zdaj, gotovo je rehabilitacija, in to je ideja drugega Vatikanskega koncila in mimogrede tudi današnjega papeža Frančiška, ki ima največjo opozicijo, da tako rečem, prav pri slovenskih klerikih v Sloveniji. Ne. Ideja je seveda v tem, da kaj bi se zgodilo, če se res dosledno spoštujejo navodila drugega Vatikanskega koncila, da je Kristus vse. Ne? Torej Kristus in pa evangelij, ki se razširja horizontalno s prepričevanjem, ne pa hierarhično z vsiljevanjem od zgoraj navzdol. Če Kristus vstane, potem seveda ogrozi vso to človeško strukturo, ki je nad njim. Ne? Tako da tudi to je drug možen scenarij. Jaz mislim, da odvisno, katerega se opremo, veste, vedno je v družbi tako, takrat, ko imate neko kompleksno strukturo, nasploh vlog, položajev in tako naprej v družbi, in seveda ena od najkompleksnejših struktur je ravno struktura regulacije odnosov med državo in verskimi skupnostmi. Takrat, ko imate kompleksno strukturo, seveda je vprašanje, kako se ljudje na vseh področjih, ne samo na tem, kako se ljudje odzivajo na te kompleksne strukture v smislu kompleksnosti različnih vlog. V eni vlogi si vernik, po drugi državljan, po tretji oče, mati, ne, v službi imaš poklic in tako naprej. Odzivajo se takrat predvsem ne normativno, ampak glede na položaj, ki ga imajo v družbi. Ali ste bolj zgoraj, ali ste pa bolj spodaj. Tako da hočem to povedati, ne, v skladu s tem pravilom bo odvisno od tega, kje je kdo, ki interpretira in pa kdaj interpretira. Ali se bo bolj oklenil ene interpretacije, tiste uradne, ki mimogrede jo je naročila škofija, uradno motiviko, ne? Begič je to samo mojstersko dal v bron, ali se bo pa oklenil alternativne. Ta vrata se odpirajo na obe strani. Veliko si govoril o denacionalizaciji, o tem, kako je politika glavni krivec, da je prišlo do takšnega zakona, ki je absolutno vračal v naravi, ampak tu je bila tudi navzoča, skoraj rekel bi, velik pohlep cerkve prigrabi čim večje bogatstvo. Tako da se človek vpraša, če ni Bog oziroma križ, krščanski križ, nekje je postal logotip oziroma simbol za cerkveno podjetništvo. Ne?
In drugič, zdi se, da po osamosvojitvi Slovenije se je začela ponovno uveljavljati politika, ki jo je med drugo svetovno vojno vodil škof Rožman v ljubljanski nadškofiji. Kako bi ti to komentiral? No, to, kar si vprašal, je gotovo res, vendar jaz bi k temu dodal, to prvič ni nič novega in to tudi ni glavna skrb, glavni, bi rekel, sprožilec teh problemov, o katerih sva govorila v zvezi z odnosom cerkve in države po osamosvojitvi. Seveda, v cerkvi je vedno paradigma, ne? Mislim, imaš dve paradigme, ali večjo, ko imajo oblast, moč, najvišji funkcionarji in seveda cerkev je med vsemi inštitucijami še bolj od vojske bi rekel, na zemlji najbolj hierarhična in tudi najstarejša, ne? Vedno, ko imate to hierarhično razdaljo, ste v skušnjavi znotraj neke inštitucije, kam in v katero smer to peljati. Tisti vzgoraj imajo občasne popadke in tudi vedno po definiciji največ moči, da to inštitucijo peljejo sebi v prid. Potem imate pa tudi vse druge možnosti. Ravno nasprotne, torej cerkev v smislu božjega ljudstva, ne pa zgolj klerikov, cerkev, ki skrbi predvsem najbolj za revne, nikakor pa ne za bogate in podobno. Eden najbolj, bi rekel, revolucionarnih, udarnih, če hočeš, marksističnih, lahko bi citate zelo nizal, tekstov na to temo je v zadnjih letih izrekel papež Frančišek. Tega tudi ne najdete, recimo, kar on trdi v smislu bogatstva cerkve in pa skrbi za najrevnejše. Tega ne najdete niti v programu stranke Levica v tako ortodoksni obliki, ne. Torej, hočem reči, zadeva ni zakoličena, vendar tu se treba zavedati to, da prvič je bila cerkvena oblast v smislu oblasti klerikov, ne samo nad vernike, ampak tudi nad družbo, torej oblast v smislu tistega ideala, kakršnega je cerkev uživala v srednjem veku, je bila v Sloveniji postavljena in to radikalno pod vprašaj konec 19. stoletja in pa začetku 20. Iz tega se je rodila polemika med Krekom in pa oficialno cerkvijo, zlasti ušeničnikom, že pred Prvo svetovno vojno, ravno o temi, o kateri govoriva, ali lahko država financira recimo rimokatoliško cerkev ali pa ne. Krek je takrat argumentirano, zelo razčlenjeno v parih člankih objavljeno stal na stališču, država nikakor ne sme financirati cerkve. On je zavrnil tudi financiranje recimo te variante, ki je danes znana kot nemška in tako naprej, da država ne daje direktno iz proračuna cash verskim skupnostim, ampak posredno, torej verski davek, ne, ker verniki, ker so verniki, plačujejo, ne, cerkvi morajo plačevati, potem pa ta vplačila preko države se redistribuirajo nazaj. Krek je že takrat rekel, to je neumnost. Kaj šele, da bi direktno dajali cerkvi. In Krek, seveda, to je eden najpomembnejših Slovencev, to ni bil kdorkoli, še zlasti ne znotraj cerkvenega občestva. Že takrat, torej leta 1907, 1908 je bil povožen strani Mahničevske paradigme in seveda s to paradigmo smo imeli Mahničevske paradigme oblast nad cerkev po srednjeveškem vzoru in tudi bogata in tako naprej, ne. S to paradigmo smo imeli vključno z vsemi možnimi ekscesi opravka od takrat naprej. Torej, pred Prvo svetovno vojno absolutno zlitje, ne, cerkve in državnih oblasti. In seveda imeli smo tudi eksces, ga vsi poznamo, da sploh zdaj ne omenjam spolnih škandalov in tako naprej, z bankrotom mariborske škofije zaradi pohlepa. Torej, ampak glejte, teh interesov bogata cerkev, ne, najbogatejša, oni so se ponašali, recimo bivši ekonom Kraševec, ne, se je ponašal, hvalil v sobotni prilogi Dela in tako naprej in v drugih medijih, s tem, kako cerkev ustanavlja največjo vinsko klet in trži biznis in tako naprej, ne. To je veljalo v 90. letih vse do bankrota za nekaj odličnega,
torej za nekaj, s čimer je cerkev upravičena tekmovati z vsemi podjetniki, vključno s tistimi privatizacijami, malverzacijami in tako naprej, in seveda to se ji ni obneslo. Cerkev tega nikoli ni skrivala. To je pa zdaj, bi rekel, obramba tega, da sem krivdo cerkve postavil šele daleč na 3. mesto, ne pa na 1. ali 2. Na 1. je politika, na 2. je pa pravni sistem. Torej, cerkev je šele daleč na 3. mestu zaradi tega, ker cerkev ima tudi značilnost, govorimo o stoletni značilnosti in tudi o značilnosti te sicer precej zadrte, kleriške grupacije v cerkvi na Slovenskem, da se vedno prilagaja, če se mora. Če se ji pa ni treba, se pa ne, ampak gre naprej. Ne pozabimo, cerkev ne piše zakonov, cerkev ne bo v zvezi z ničemer demonstrirala na plakatih, s plakati na ulicah in tako naprej. Dobro, zdaj po ameriškem vzoru bo kakšna izjema splav pa take stvari, ampak drugače cerkev za svoje privilegije ne gre z duhovščino na ulice. Tako da vse to je predvidljivo, vse interesi cerkve so bili izraženi, seveda slovenske politične elite imamo pa zadnjih par desetletij in to njihov razvoj gre na slabše, ne pa na boljše. Tu je glavni problem.